to se bo vse zmazati. Ja. Manjkalo mi benzina, imam pa trave kar nekaj. Kje? Mesto prosim. Čakaj, zdaj skokal se popravlja. Daj drugega, no. Stój! Ali, go! Go! Himni Republike Slovenije, časti! O, zdrav! Živi nasi narodi, ki krepeni dočaka dan, tako da sonce hodi, prepiri sveta bo pregnan. Da roja, kroz bo vsak nevrak, le sosed bo mejak. Da roja, kroz bo vsak nevrak, le sosed bo, nevrak, le sosed bo mejak. Mirko! Na mestu pomoč! Spoštovane obiskovalke, dragi obiskovalci, cenjeni gostje. Dobrodošli na današnji spominski slovesnosti ob 82. obletnici ustanovitve 6. slovenske narodno-osvobodilne udarne brigade Slavka Šlandra. Zbrali smo se, da počastimo spomin na eno ključnih formacij slovenskega odporniškega gibanja, ki je svojo pot začela avgusta 1943 z namenom, da nemškim okupacijskim enotam onemogoča prometne zveze v Črnem grabnu, Tuhinjski dolini in Zgornji Savinjski dolini. To je bila brigada v sestavi Narodno-osvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije. Ustanovljena je bila v času, ko so bili naši kraji okupirani, narod zatrt, a duh neuklonljiv. Med nami posebno dobrodošlico izrekam evropskemu poslancu in današnjemu slavnostnemu govorniku, gospodu Marjanu Šarcu. Županji občine Lukovica, magistrici Olgi Vrankar. Predstavniku občine Moravče, gospodu Stanislavi Ravnikarju. In občinski svetnici občine Kamnik, Alenki Jevšnik.
Dobrodošli tudi občinski in krajevni predsedniki Združenj borcev za vrednote NOB, praporščaki, predsedniki in predstavniki veteranskih in domoljubnih organizacij, častna enota območnega združenja slovenskih častnikov Domžale, člani društev Sever in Triglav, veterani vojne za Slovenijo. Prisrčen pozdrav vsem, ki vam je mar za zgodovino in za prihodnost, ki temelji na njenih temeljih. Prisrčno dobrodošli vsi prisotni. Tudi za vas en aplavz. Spominsko obeležje smo začeli slovensko himno, ki je zazvenela iz grl članov moškega pevskega zbora Janko Kersnik pod vodstvom Igorja Velepiča. Glasba ima posebno moč, zlasti v najtežjih časih, ko človek doživlja trpljenje, grozo, vojne, izgubo. Takrat pesem ni zgolj melodija. Je to lažba, je moč, upor. Postane glas srca, ki ne molči, ko je svet tiho. V vojnih letih so se iz najglobje bolečine rojevale pesmi, ki niso zgolj opevale trpljenja, ampak so bodrile, povezovale in vlivale vero v svobodo. In ena takšnih je pesem Smrt v Brdih, pretresljiva pripoved o izgubi, a hkrati tudi o zmagi. To pesem in s tem del partizanske zgodbe, kot so jo doživljali in peli naši predniki, nam bo predstavil moški pevski zbor Janko Kersnik. Po letnem žaru na pečinah skalnih, svinčenkov prsih partizan leži. Končanje srnodnih bodočih daljnih in zadnji cvet ponosne zroči. Nebis modrina sega do obzorja, poletno sonce sije sredi brd. Dolini Soča vije se do morja, veselo poje čriček izmed trg. Zelene se nožiti penečijo in tam zakrivi skalni mrki kras. Je si dolinska tiha domačija, goriških brdih sam umiram jaz. Na Sočo sije v soncu sveta gora, veselo poje čriček sredi brd. Premagana je tisočletna mora in je svoboden v slovenski rod. V času, ko so bili dnevi prežeti s strahom in negotovostjo, je slovenski človek ostal pokončen, z orožjem v roki in s pesmijo v srcu. Med najpretresljivejšimi pesmimi tistega časa je pesem Materi padlega partizana. Le-ta združuje bolečino izgube in veličino ljubezni do matere, do doma, do domovine. Njen avtor je Karel Destovnik Kajuh, pesnik in partizan, ki je v borbi za svobodo daroval svoje življenje. Takrat, ko je prvič ročice razprl, takrat si v radosti plašno vztrepetala. Samo da mi ne bi, da ne bi umrl. Takrat, ko na prsih je tvojih še spal, takrat si mu nežno v solzah šepetala.
glej, kmalu iz tebe cel fant bo postal. Postal je tak fant, da bi gore premikal, nikdar se ni klicu svobode izmikal. Tako si mu segla poslednjič v roko. In v tebi je tlelo. Da, vrnil se bo. Zdaj veter raznaša besede njegove. Prisluhni natanko, da čuješ glasove. Lepo je, veš, mama, lepo je živeti, toda za kar sem umrl, bi hotel še enkrat umreti. Zdaj k besedi vabim županjo občine Lukovica, magistrico Olgo Vrankar, da nas nagovori v imenu občine. Prosim. Spoštovane občanke, spoštovani občani, spoštovani obiskovalci, cenjeni gosti, tovarišice in tovariši. Zbrali smo se tukaj na tem kraju na Čipku nad Blagovico, kjer ta kraj nosi globoko simboliko upora, poguma in ne nazadnje brezmejne ljubezni do domovine. Mineva 82 let, odkar so se na tem mestu združili 3 bataljoni povezani v veri, da je vredno vstati za svobodo, ne glede na to, da je včasih to bilo že skoraj tudi izgubljeno. S velikim ponosom in s hvaležnostjo se spominjamo tistih dni, ko so le z nekaj puškami se uprli zoper okupatorja in seveda z veliko odločnostjo. Njihov pogum, tovarištvo in pa brezmejna ljubezen do domovine naj bodo naš navdih tudi danes in naj te vrednote tudi danes ne izgubijo pomena. Iskreno se zahvaljujem vsem nastopajočim današnjim, ki so se pač bili pripravljeni, da bo ta spominska slovesnost bolj svečana, in pa zahvala tudi krajanom Gabarja, ki vsako leto pripravijo in sodelujejo pri organizaciji te spominske slovesnosti in ne nazadnje seveda posebna zahvala velja evropskemu poslancu gospodu Marjanu Šarcu, ki se je vzel čas in bo naš osrednji govornik. In pa seveda na koncu zahvala velja tudi vam, spoštovane obiskovalke in spoštovani obiskovalci, da skupaj ohranjamo spomin in skupaj gradimo prihodnost, ki temelji na povezanosti, enotnosti in miru. Hvala. Hvala lepa. V Šlandrovi brigadi so se borili številni mladi fantje Štajerske, Koroške, Gorenjske in Dolenjske. Med njimi je bil tudi pesnik Peter Levec Boris. Svojo mladost je preživel na vrhu nad Krašnjo, osnovno šolo je obiskoval v Krašni, partizansko vojno pot pa večinoma preživel prav v Šlandrovi brigadi. Enoti, ki je pogosto delovala na njegovem domačem terenu. Tam ni bil le opazovalec dogajanja, temveč globoko vpet v življenje in boj, kar se zrcali tudi v njegovi poeziji. Leta 1945 je izdal zbirko pesmi z naslovom Koraki v svobodo. V njej je utrip partizanske poti pretopil v verze. Pisatelj Filip Kalan je v njem zapisal: Pri Petru Levcu se da v uspelih pesmih razbrati neko intimno čustveno središče, ki priča, da fant sveta ni samo opazoval in razmišljal o njem, marveč ga je tudi doživljal. In kako je Peter Levec doživljal ljubezen do domovine? Prisluhnimo njegovim besedam, njegovi pesmi z naslovom Naša ljubezen. O domovina, smo te li ljubili dovolj? Kako bi te mogli ljubiti še bolj?
Saj tisočkrat mokri in lačni, prezibli braneč te že vsak smo razor prehodili, ti pa je pred sabo ob temnih nočih. Na Pohorju in po zasavskih bregeh smo trupla prijateljev naših zagrebli. Je kje še kak drobec slovenske prsti, kjer naša ni kanila kri? O, domovina! O, domovina! Na pragu glej mater, ki čaka na sina, čeprav je že lansko poletje ji pal. O, mati, naj te ne stre bolečina, ko stopala spet boš prek žitnih dobrav, med klasjem si pesem svobodno pojoč, se spomni, da tamkaj tvoj sin je sejal. Ker naša ljubezen je žrtev in kri, ker naša ljubezen ni vrtna cvetica, ker naša ljubezen je kakor pšenica, ki bednim in lačnim naj kruh obrodi. Zdaj besedi vabim slavnostnega govornika današnje slovesnosti, gospoda Marjana Šarca, poslanca v Evropskem parlamentu. Prosim. Spoštovani gostje, spoštovana gospa županja, spoštovani gospe in gospodje, tovarišice in tovariši. Veliko veselje in čast mi je, da vas po mnogih letih lahko spet nagovorim na tem kraju, kjer je bila ustanovljena Šlandrova brigada. V preteklih letih so bili z nami Franc Sever Franta in drugi borci, ki so bili žive priče takratnega dogajanja, žal pa seveda se življenjsko potovanje izteče vsakemu in zato jih danes ni več med nami. A njihov spomin še vedno živi, saj so oni tisti, ki so pogumno stopili v boj proti številčnejšemu okupatorju v situaciji, ki ni bila lahka, ki ni imela gotovega izida in ob kateri se ni vedelo, ali bo slovenski narod preživel ali ne bo preživel. Slovenski narodno-osvobodilni boj je nekaj največjega, kar premore Evropa, pa ne samo Evropa, ampak tudi svet. In slovensko narodno-osvobodilno gibanje je tudi edino mednarodno priznano gibanje v boju proti okupatorju in brez narodno-osvobodilnega boja zagotovo danes ne bi mogli živeti v samostojni Sloveniji in vprašanje je, če bi kot narod sploh preživeli. In leta 1941, pa tudi že prej, ko so na Primorskem tigrovci bili neenakopraven boj z italijanskim fašizmom, je postalo jasno, da gre za boj za obstanek. Žal so se nekateri odločili drugače. Danes ne bomo tukaj razpravljali, zakaj se je kdo odločil, da gre na drugo stran, zakaj je sprejel orožje okupatorja in zakaj mu je bil bolj pomemben boj proti komunizmu, kakor osvoboditev svoje države. Je pa neizpodbitno dejstvo, da je dogajanje med drugo svetovno vojno, ki nikakor ne moremo govoriti, da je bila državljanska vojna, ampak je bila kolaboracija, da je neizbrisno zarezalo tudi vsa leta potem. In če se sprašujemo, zakaj je lahko takrat prišlo do kolaboracije, nam je danes to morda že bolj jasno. Kajti tudi sodobna politika, slovenska politika se obnaša zelo podobno. Imamo prvaka opozicije, ki malikuje vse, kar je tuje. Imamo evropske poslance, ki odkrito podpirajo razstave, ki jih odpirajo skrajno desne stranke, naslednice fašizma in nacizma, ravno tiste stranke, ki so naslednice tistih, ki so nas želeli uničiti, in nekateri naši evropski poslanci jim držijo štango in se teh razstav ne samo udeležujejo, ampak jih tudi poveličujejo.
Imamo prvaka opozicije in njegove politike, ki se udeležujejo ustaških koncertov, ki malikujejo tuje in ki pravzaprav govorijo, da so domoljubi, a to ni pravo domoljubje. Kajti domoljubje je to, da imamo radi svojo domovino in da spoštujemo tudi druge, a vendar se moramo zavedati, da je sodobna Evropa, pa tudi Slovenija, temelječa na boju proti nacifašizmu in nič drugače. Kajti zgodovina ima to lastnost, da je neizprosna, da je ne moremo spreminjati, pa če bi jo še tako radi spremenili. Zgodovina je vedno lahko naša učiteljica, če jo tako vzamemo. Če pa jo želimo prikrojevati, potvarjati, potem lahko postane tudi naša sovražnica. In dogodki v sosednji Avstriji, ko je policija zelo brutalno izvedla racijo na posestvu, ki goji spomin na boj proti fašizmu in je bilo prizorišče žrtev, je en dokaz, kako se Evropa in tudi svet spreminjata. Kar je bilo še pred časom nepojmljivo, kar je bilo nelogično in ko smo mislili, da nikoli več ne bo nikogar, ki bi slavil fašizem, nacizem in te ideologije, se danes to spet prebuja. In spet se moramo ozreti na našo opozicijsko politiko, ki je celo rekla, da dogajanje v sosednji Avstriji, da je to stvar tamkaj živečih prebivalcev in kaj se ima Slovenija zavtikati v to. Vsaka država mora skrbeti za ljudi čez mejo, kajti to so slovenski ljudje. In zato je človeka lahko groza in strah, da imajo nekateri te ideje. Ampak nas ni strah, mi ne bomo jamrali in mi ne bomo kazali samo s prstom na druge, ampak bomo delovali tako, kot smo delovali doslej. Častili in slavili bomo tisto, kar je naš temelj, in narodno-osvobodilni boj nas je nedvomno postavil ob bok vsem drugim narodom, ki so se borili proti fašizmu. In kot večkrat povem, ne delajmo si utvar, da bi brez narodno-osvobodilnega boja tukaj tekla med in mleko in da bi nas osvobodili zahodni zavezniki. Nikakor ne. Pristali bi za železno zaveso v objemu Sovjetske zveze in imeli bi komunizem, kakršnega so imeli vsi narodi vzhodne Evrope, ki so ječali pod sovjetskim škornjem do padca Berlinskega zidu. Pa še nekaj, kar se tiče zgodovine. Tudi tisti, ki danes brezpogojno podpirajo dejanja Rusije proti Ukrajini. Res je, v drugi svetovni vojni se je Sovjetska zveza borila proti nacizmu, ampak spet se bomo ozrli na zgodovino, ki je zelo realna. Leta 1939 je bil podpisan sramotni pakt Ribbentrop-Molotov, ki je Sovjetski zvezi omogočil zasedbo polovice Poljske, ki je potem napadla tudi Finsko in po vsej verjetnosti Finsko s tem porinila v objem Tretjega rajha. Tako da to so tista realna dejstva in če govorimo o zgodovini, je treba imeti v glavi vse, kar se je dogajalo. In tudi narodno-osvobodilni boj ni bil brez napak in ni bil brez zločinov, ni bil brez takšnih in drugačnih dogodkov. In to priznati ni sramota, vendar še enkrat, vse to ne zmanjšuje pomena narodno-osvobodilnega boja. Vse to ne zmanjšuje pomena tistih, ki so tukaj pred 82 leti ustanavljali Šlandrovo brigado, ki so se borili, ki so šli v neenakopraven boj za slovenski narod, za svobodo slovenskega naroda, za to, da bi lahko Slovenci končno enkrat zaživeli tako, kot si želimo, v
v družbi drugih svobodomiselnih narodov in v družbi evropskih narodov, ki cenijo demokracijo, ki cenijo človekove pravice in ki cenijo vse tisto, kar nam je danes bilo podarjeno in kar lahko danes tudi uživamo. Ampak zato, da je bilo nam podarjeno, so padle mnoge žrtve in so morali mnogi ljudje tudi trpeti na takšen in drugačen način. In kdor zaničuje narodno-osvobodilni boj, vsakič znova zasadi nož v srce prav tem velikanom slovenske zgodovine, ki so postavljeni ob bok Rudolfu Maistru, Tigru in seveda veteranom vojne za Slovenijo. In to je treba vedno spoštovati in če bomo to spoštovali, potem bomo obstali kot narod in potem se bomo zavedali svoje zgodovine in potem ne bo treba nositi šahovnic na majicah in častiti ne vem katerih drugih gibanj, ampak bomo vedeli, da smo Slovenke in Slovenci sami sebi omogočili takšno življenje in da smo lahko sami nase še kako ponosni. Nobena država pa ni brez težav, nikakor ne, ampak te težave je treba reševati in bodimo v prvi vrsti ponosni Slovenke in Slovenci, sodelujmo, bodimo povezani in predvsem bodimo ponosni na svojo lastno zgodovino, takšno, kakršna je pač bila. Ne moremo jo spremeniti, lahko jo samo spoštujemo in sprejmemo in lahko nam je poduk za prihodnost. Naj se nikoli več ne ponovi gorje vojne, naj se nikoli več ne ponovi, da bi Slovenec dvignil roko na Slovenca. Smrt fašizmu! Hvala lepa za izbrane besede. Spoštovani, naj vas ob današnji slovesnosti prežema zavest, da spomini na vaše bližnje, na borke in borce, ki so se borili za svobodo, v naših srcih še vedno živijo. Njihove zgodbe so zapisane v tihem junaštvu, v požrtvovalnosti in ljubezni do domovine. Naj bo naš poklon tudi poklon vsem tistim, ki so plačali najvišjo ceno, samo zato, ker so verjeli v pravico, v človečnost in svobodno Slovenijo. V njihov spomin bomo položili venec, simbol večnosti, spoštovanja in nepozabnega zgodovinskega spomina. Venec bodo položili magistrica Olga Vrankar, županja občine Lukovica, gospod Marjan Križman, predsednik Združenja borcev za vrednote NOB Lukovica in gospod Igor Kanižar, predsednik Združenja borcev za vrednot NOB Kamnik in predsednik pokrajinskega sveta Združenja borcev za osrednje slovensko območje, ki zajema Domžale, Kamnik, Litijo, Lukovico, Mengeš, Moravče, Trzin. Straža, praporčaki, mirno! Časti, pozdrav!
Prosim za trenutek tišine v spomin padlim borcem Šlandrove brigade. Slava jim! Mirno! Na mesto odmor! Iskrena hvala praporščakom in častni enoti območnega združenja slovenskih častnikov Domžale, ki so svojo prisotnostjo počastili spomin na borce Šlandrove brigade. Ob njihovem odhodu jih pospremimo s toplim aplavzom v zahvalo in spoštovanje. Dragi navzoči, če želi kdo izmed povabljenih spregovoriti, povedati misel, se pokloniti, vas vabim, da to storite zdaj. Lepo povabljeni k mikrofonu. Spoštovane tovarišice in tovariši, pozdravljam vas v imenu občine Moravče, v imenu župana dr. Mirana Balažiča in v svojem imenu. Ponosen sem, da stojim na mestu, s katerega je pred 82 leti na svojo slavno pot krenila udarna brigada Slavka Šlandra. V njej so sodelovali mnogi slovenski fantje in možje, med njimi tudi moj stric. Žal so se Nemci hitro kaznovali, domači in jih poslali v nemška taborišča. Beseda nikoli več, velikokrat izrečena, še večkrat prelomljena. Vidimo, da se v naši soseščini dogaja zločin, dogajajo se vojne. In najbolj tragično pa je, da ljudje, ki so med zadnjo vojno najbolj trpeli in umirali, zdaj izvajajo genocid nad ubogim palestinskim ljudstvom. Žal je zgodovina slaba učiteljica in se nenehno ponavlja. V 30 letih prejšnjega stoletja je katoliška cerkev organizirala urjenje mladih katoliških mladincev in vemo, kam je to pripeljalo. Iz njih so se formirali domobranci, belogardisti, črnorokci. Ti ljudje so morili širom Slovenije. Mnogi so trpeli zaradi njihovega izdajstva, seveda jih je na koncu doletela zaslužena kazen. Njihovi voditelji pa so seveda po odganji poti s pomočjo Vatikana pobegnili v tuje države. Tudi zdaj slišimo, da se pripravlja oziroma organizira katoliška mladina in upamo in želimo si, da se zgodovina ne bi še enkrat ponovila. Zelo pomembno je, da spoštujemo našo zgodovino, da spoštujemo, kar so nam preborili, predvsem pa da njihova dejanja nikdar ne utonejo v pozabo. Prav je, da se mladi ljudje seznanijo z našo zgodovino, s trpljenjem naših staršev, očetov, ki so trpeli v taboriščih, ki so se borili po gozdovih in umirali. Predvsem
pa naj ne nasedijo politiki, ki razdružuje in sovraštvo širi med našimi mladimi ljudmi. Kajti to ne pripelje nikdar na dobro pot. Naša dolžnost je, da ohranjamo spomine na vsa ta slavna in ponosna dejanja naših prednikov, da to nikdar ne pozabimo in predvsem, da pazimo, da se ta zadeva nikdar več ne ponovi. In zahvaljujem se vsem vam, ki ste danes tu, ki spoštujete našo zgodovino, ki boste prenašali ta spomin in ta dejanja na mladi rod, da to ostane v večnem spominu našega slovenskega naroda. Smrt fašizmu in vsem njihovim pomočnikom. En prav prisrčen pozdrav vsem zbranim. V imenu Združenja borcev za vrednote narodno-osvobodilnega boja Prebold bi pozdravila vse prisotne in bi vam istočasno tudi sporočila, ker vem, da večina od vas tega niti ne ve, da je Slavko Šlander bil rojen v Preboldu, v Latkovi vasi. In zato, ker je bil Slavko Šlander tako viden član narodno-osvobodilnega boja, je tudi zelo veliko ljudi iz Prebolda končalo v koncentracijskih taboriščih pod streli in zato imamo spomenik z 167 talci pobitimi iz kraja Prebold. Zahvaljujem se občini Lukovica, ker na račun našega rojaka tu proslavlja ustanovitev te Šlandrove brigade in mi se tega udeležimo vsako leto in zato, da ne boste mislili, da hodimo sam na klobase, pridemo iz drugih vzrokov. Zato bi vas vse še enkrat lepo pozdravila in smrt fašizmu! Spoštovani, dovolite, da se vsem današnjim govorcem pridružim z dvema stvarima. Prvič, letos 18. januarja smo na Prilesju nad Vlahovico odkrili spominsko ploščo v spomin na 3 partizane, ki so padli 15. januarja 1945 v bunkerju nad Prilesjem na višini 750 metrov. Zahvaljujoč pobudi občinske organizacije Združenja borcev za vrednote NOB Lukovica in pa seveda domačina Burkelca, na katerega parceli njegovega očeta je ta spominska plošča in ta bunker. Povabil bi vas, da se naslednje leto, okrog 15. januarja, udeležite spominske slovesnosti na tem koncu, ki je pravzaprav redek primer postavitve novega spominskega obeležja, kjer je padel Jože Kavšič Jernač po spletu mnogih okoliščin, ki so opisane v spominski brošuri. Padel je tam tudi Tone Hautmann. On je bil stric od, pravzaprav mali stric od Andreja Hautmana. Njihov brat Toneta Hautmana je padel 7 dni prej pod Šentruško goro. 2 brata sta padla januarja meseca. Tone Hautman je bil doma iz Zaboršta, bil je sekretar okrajnega komiteja Komunistične partije Slovenije Domžale. In padel je tudi Anton Bregar, njun kurir, ki je bil doma iz Zajerž. Vabim vas, da se januarja meseca udeležite te slovesnosti. In drugič, glede na dogodke, ki so se zgodili v zadnjem času, bi bilo fajn in dobro, da se nas čim več udeleži, da gremo na izlet na Koroško, da gremo na Gosposveto, da gremo k Peršmanu. Jaz sem tam bil večkrat na proslavah. Mislim, da moramo moralno in tudi sicer podpreti koroške Slovence
ker so se žal znova pojavili recidivi nekdanje miselnosti, ki ni naklonjena Slovencem. Mi Slovenci smo dolžni, da podpremo naše rojake na Koroškem na vse možne načine. Hvala. Hvala lepa vsem govornikom. Pesem je bila med borci vselej prisotna. Spremljala jih je v vsakem trenutku, bodrila, navdihovala, vlivala moč in upanje. Slišali so jo v taboriščih, zakloniščih, v gorah in gozdovih, v tihih dolinah. Tam, kjer je bilo težko, je pela njihova notranja moč. Ljubezen do domovine je bila neizmerna, spoštovanje do rodne zemlje brezmejno. Zapisali so jo tudi v verze, ki pravijo: tu rod je moj, tu moj je kraj, tu živel rad bi vekomaj. Ni kraja mi krasnejšega, ni ljudstva mi milejšega. Prisluhnimo skladbi Triglav Jakoba Aljaža v izvedbi moškega pevskega zbora Janko Kersnik. Oj, Triglav, moj dom, kako si krasan, kako me izvabljaš iz nizkih hraban. Po letni vročini na strme vrhe, da tam si spočijem samotnih srcih. Kjer potok izvira v skalovju hradan, oj, Triglav, moj dom, kako si krasan. Oj, Triglav, moj dom, oj, Triglav, moj dom, oj, Triglav, moj dom, kako si krasan, kako si krasan. Oj, Triglav, spominu mi je tvoj čar, zato pa te ljubim in bom te vsak dan. In zadnja ura odbila mi bo, pod tvojim obzorjem naj spava telo. Kjer ptički radostno naznanjajo dan, oj, Triglav, moj dom, kako si krasan. Oj, Triglav, moj dom, oj, Triglav, moj dom, oj, Triglav, moj dom, kako si krasan, kako si krasan. Ko se spominjamo Šlandrove brigade, se ne spominjamo le vojaške enote. Spominjamo se ljudi, mladih fantov, pogosto še skoraj dečkov, ki so zapustili domače vasi, se poslovili od mater, bratov, sester in stopili na pot. Na pot, ki se je izgubljala v daljavi, v negotovosti, v temi. Pa vendar so hodili. Hodili so po dnevi in po noči, čez hribe, polja, v dežju, v snegu. Vsak dan znova, s težo puške na rami, a z eno samo mislijo v srcu, da se nekoč rodi jutro, v katerem bo Slovenija svobodna. Pesem, ki jo boste zdaj slišali, govori prav o tej poti. O poti, ki se ne meri v kilometrih, temveč v pogumu, bolečini in upanju. Pesem noči pesnika Petra Levca je kot tih spomin na tiste, ki so hodili pred nami in zaradi katerih hodimo danes mi po svobodni zemlji. Pred nami pot v daljave se gubi. Spet padla je temina trda, čez polja, travnike in brda. V tolmunu potok poje spev noči.
Vsi stopamo po temi tipajoč, vsak dan v pohodu, pot vse del se vije. In pride mrak in spet nam dan zasije, postalo eno sta nam dan in noč. Zato, da zarja zmage zažari, zato se bimo. Ne, mi ne spimo. Vse dneve za svobodo se borimo, v prividu zroč jo s trudnimi očmi. Spoštovani, današnjo slovesnost bomo sklenili v duhu igrivih melodij, ki nas povezujejo, razveseljujejo in vračajo vero v dobro. Pesmi in skladbe, ki so skozi desetletja ohranile moč, dostojanstvo in narodno samozavest, bodo zaživele v izvedbi harmonikarja Uroša Križmana. Velja pa še zahvala, zato iskrena hvala vsem, ki ste omogočili to spominsko obeležje. Občini Lukovica in občini Moravče, Združenju borcev za vrednote NOB Lukovica in Združenju borcev za vrednote NOB Kamnik, krajanom Gabarja, lastniku zemljišča gospodu Matjažu Pestotniku, moškemu pevskemu zboru Janko Kersnik, harmonikarju Urošu Križmanu, častni enoti območnega združenja slovenskih častnikov Domžale, praporščakom, veteranom društev Triglav in Sever, PGD Blagovica ter zdravstvenemu osebju zdravstvenega doma Domžale. Hvala tudi vsem vam, dragi obiskovalci, ki ste svojo prisotnostjo in toplino prispevali k dostojanstvu tega spomina. Spoštovanjem pa vas vabimo v naslednjih minutah, morda urah, na prijateljsko druženje v bližini prizorišča. Obenem pa velja še eno povabilo, namreč 16. avgusta ob 10. uri bo potekalo srečanje na slepih. Vabi krajevni odbor Motnik Špitalič. Sedaj pa poklepetajmo, obudimo spomine in poglejmo naprej, tako kot so to znali nekoč oni. Skupaj, srčno in z vero v prihodnost. Vse dobro in srečno! Bravo!